Posnetki spolnih zlorab otrok kot kaznivo dejanje nekateri skupni strokovni izzivi. Obljubim, ne bom vam pokazal nobenih groznih slik, nadzor sem že imel, zaradi tega, ker sem skušal različne stakeholderje v tej državi pripričati, da je treba blokirati določene segmente interneta, da ne bi bili ti posnetki dostopni. To še enkrat javno povem, povem pa zaradi tega, ker sem jezen, da se to še ni zgodilo. Obljubil je tudi nek minister, da bo kaj več naredil, da bo sprejel zakon. Po 2 korakih zgodili se ni nič od tistega sestanka naprej. Ne bom ga pregledoval, ker gospod je rekel, da je zelo zavezan, da bo nekaj naredil. Ok, preskočimo zdaj, to je moja jeza. O čem bom govoril, več bom razložil, kaj to posnetki so. Nekaj smo že slišali danes, oziroma zelo veliko. Pojem malo zakonske spremembe, da malo potegnemo tak historični pregled. Koordinacijsko telo za preventivno zaščito otrok pred nasiljem in zlorabo, nekaj bom o tem spregovoril, potem model za nacionalno odzivanje na tem področju, večkrat na tem, pa še kakšen strokovni izziv. Ok, otroška pornografija, zakaj je to narobe? Ali pa zakaj to ni primerno, ali pa zakaj je to neustrezno? A si predstavljate, da komu rečete, ti si žrtev otroške pornografije? In tak je to zlorabo je otroški pornografer. Mislim, da ne gre nič skrbno, ne da ne. No, ta izraz se je izgubil svoj prvotni pomen. Pa čeprav mednarodne konvencije in ne vem, kakšni še vsi dokumenti, uradniki, ne vem, kje vse posod po svetu, uporabljajo ta termin, ki mu ni čisto všeč. Torej, če rečem, da otroška pornografija, kje je sploh problem? Dokumenti so posod okoli tega. Tudi v naši zakonodaji imamo pornografsko gradivo, oziroma pornografsko ali drugačno seksualno gradivo. Tale, veste, ta pornografija mene ima umata. Zdaj, če so ga res otroka zloraba za to, da je bil ponarejen pornografski film, kar se ne bote verjeli, da slovenskem filmu tudi dogaja, ne bomo povedali, kateri film, ker bo kakšne rekel, se to je umetniško delo in ne ve, kaj še vse, me se pa s tem ne dal več ukvarjati, jaz sem se že odločil, kaj to pomeni. Torej, pravi meni, da je to itak pravni termin. Ampak, kaj točno predstavlja, sem vam že na koncu. Ampak, gledajte, kaj pa če storilec prevara otroka, da zlorabi njegovo zaupanje, recimo nekakvim pridobivanjem mladoletne osebe za spolne namene, da se pred kamero sleče, kjer sta paljata in ne ve, kaj še vse. In otroci se potem sleko dovolili, ali pa mogli izvajati neke seksualne aktivnosti. In ta storilec jih je potem posnel za spletno kamero. Ja, kaj pa je nekaj, kakor spolna zloraba? In posledica tega, seveda, posnetki spolnega izkoriščanja pa spolne zlorabe. Torej, a si upamo vprašati žrtev, pa še do otroka, ali pa kar njihove starše, če je posnetek posilstva njihovega otroka, pravzaprav otroška pornografija. Tudi Evropskemu sodišču za človekove pravice se je očitno pomotoma zapisalo, da obstajajo tako imenovani porno zvezde, so zapisali v eni odločbi. Kot sem več kar šokiran, kako je to možno, da taka institucija to zapiše. Izgubo je prvotni pomen, determinologizacija, se reče stujko, verjemite mi, da ne znam ponoviti v angleščini. V glavnem, izgubo je prvoten pomen ta beseda. Zakaj torej gre? Če imamo mi na eni strani najprej spolno zlorabo otroka, oziroma spolno izkoriščanje otroka, se pravi, kot širši pojme izkoriščanja, in spolno zlorabo kot manjši segment. Spolno izkoriščanje bilo lahko recimo nekdo naredi selfie, naked selfie, ali pa goli selfie, in ga nekomu da in ta gre po svetu in narata to reklama za pornografsko spletno stran v Združenih državah Amerike. Na tem za svetovni zbor. In to slovenskemu dekletu. In to je lahko spolno izkoriščanje. Če pa gre za spolno zlorabo, in pa govorimo takrat o zlorabi, ko prihaja do neposredne fizičnega kontakta ali pa zlorabe na tak drugačen način in se to posname. Je dejansko prizadet. Pri izkoriščanju kako gre še za neko voljo nečesa, nisem rekel, da pristanek v te aktivnosti, ampak so šli posnetki. Najbolj pogosto je to po seksniku, recimo, se to zgodi. Pa, ko je to, ta delikt stojen, je to nekako posneto, dokumentirano, upodobljeno, to pa potem postanejo posnetki, bodi si spolnega izkoriščanja, ali pa bodi si posnetki spolne zlorabe. Torej, ne govorimo o eni otroški pornografiji. In ti posnetki so pravzaprav kraji kaznivega dejanja. In to lokacijo moramo najti.
Torej, v bistvu sem že vse povedal, ne? Vsebina posnetku kot širši pojem tega izkoriščenja, imajo v povezavi lahko tudi spolno zlorabo, kot so ta posilstva in tako naprej, od najbolj groznih primerov, kot je bestialnost, pa zoofilija, če hočete. Pa še kakšni hujši primeri se najdejo na tem ali. In pa seveda vse oblike mučenja in podobno. To je takrat, ko imamo spolne zlorabe, je pa to sestavni del lahko izkoriščenja. Torej, primarno povezani z drugimi oblikami, pa sem že v bistvu vse razložil. Zdaj pa, kaj se dogaja pa v dečkih deklicah. Deklice, glede na posnetke, ki smo jih mi opazovali, večino pozira v različnih oblačilih, prikazuje svoje intimne dele, nekatera celo v erotičnih oblačilih, z nogovicami, klačkami in tako naprej, ličili, poudarjajo svoje oči, ustnice, obrazne proteze, z namenom, da poudarijo bodi si svojo otroškost, bodi si svojo odraslost. V bistvu to so zdaj tisti na drugi strani, ki želijo to videti. Se pravi, jaz ne hočem videti mlado deklico, bo rekel domnevni fant na drugi strani, ki morda sploh to ni, to je ta prevara. Tako da tukaj je v bistvu ciljne populacije. In pa seveda fantje, če so oblečeni, seveda bodo šli razkazovati svojo športno postavo, kar drugače ne gre, moškost, mišice in podobno. In seveda tudi eventualno ejakulacijo. Ok, kje se to dogaja? Ne bote verjeli, na prvem mestu so otroške sobe. Ker to imajo računalnike, se to je prav doma, da imajo to za domačo nalogo in podobno. Je right. Kaj še? Torej, zato sploh zgovorim, najbolj ste me slišali v zadnjih 7 letih 135 milijonkrat več, ma ne računalnik v otroško sobo. Jaz se z mojim sinom to težko zmenim, vse vem, ampak sem ustrajen. Pa težim, pa sem fotar, težim, jaz sem starš, ne pa ja. Ok, to smo že slišali na slike. Torej, so pa druge lokacije tudi kopalnice, če jo prišli na neko penal, eno punco, ki zna zobo umivati, tako da se naredi špago, pa z desnim prstom palcem na desni nogi, pa tisne tipko na svojem iPhone. Tudi to vlada. Ampak so pa tudi seksualizirane posnetki. Seveda so še druge lokacije po stanovanju, tudi fotostudije, ne boste verjeli, če dajete svoje otroke v filmsko industrijo, reklame, komercialne namene, a ste vi zraven na svetu, tako se snema. A ste videli scenarij, ali veste podrobno navodila, samo da vam dam jasno vedeti. Vi imate to pravice, je vaš otrok. Vi imate so pravico biti tam. Ok, pred kamero ne morate skakati, zdaj, če ste podpisali pogodbo, ste pa nas zraven. Ok, sam telefon morate potih, pa ne govorite, kaj mikrofon, ne. Ok, zakaj še gre? Povezovanje spolnega izkoriščenja otrok s pornografijo torej zbuja napačen vtis, da so otroci prostovoljni igralci. Ne, niso. In tudi njihov navzočnost je noben dokaz njihovega pristanka. Danes smo slišali, kar je dr. Maggie Brennan povedala, oziroma video smo gledali, to ni nič tanzga, je rekel, možaka. Viš ne vidim, da sem kakšen tak zavrek, da star prasec. Prostite izraz. Tako da, že sama pornografija torej ne vključuje otrok. Torej tudi termin je pač zavajajoč, neustrezen, neprimeren in žali čustva žrtve. Torej, ne vzdrži teh faktorjev o spolnosti, torej ni to spolnost, ko se dva dejansko ljubita, odrasla, veste, kva delata, pa naj bi vedela, kaj delata, če imata zaščito, to ne vem, ampak ne bi vedela. Se pravi, predstavlja dokumentirano spolne izkoriščenje otrok. Erotične stimulacije, v bistvu gre za neko psihološko motnjo, to smo že videli, je bilo tudi rečeno, profesor Derek, ki je govoril o tem, na video posnetku, če se ne motim, tudi ti si rekla, Megi. Torej, oni vidijo kot to, v bistvu smo prijatelji, mi se ljubimo medgeneracijsko, je pa kaj še. Ni to to. In pa seveda ni prostovoljnega pristanka, ki bo otroci preprosto ne more dati. Do 15 leta sploh ne more pristati v Sloveniji, do 18 leta pa ne more pristati, da bodo snemani. Tako da je to inkriminirano. Zdaj, jaz bi tukaj večkrat sklenil ta terminološki pogled, sam rekel bi, da je odrasla pornografija nekje bolj odpira moralna, kot pa pravna vprašanja, medtem ko bi komentirana spolna zloraba, kot kaznivo dejanje in konec, ki se imamo več kaj pogovarjati. Zdaj, to prezentacijo boste dobili, link je tukaj, da lahko malo več preberete v tem članku. Ponosen sem pa to, da so bile te naši izsledki, te raziskave, ki smo naredili skupaj z dr. Danilo Frangeš,
z Fakultete za varnostne vede, potem s terminologijo Mojco Karel, Mojca, ne vem, drugega plinka, v glavnem Žagar. In pa še z 4-5 kolegi iz tujine, kajti te slike so bili uporabljeni v luksemburških smernicah. Dajte uporabljati, prosto dostopne oboje na netu, tukaj tudi link, tako da boste lahko dobili. Zdaj, če ne govorite angleško, lahko se špansko verzijo vzamete pa francosko, tudi to obstaja. Ok, spremembe zakonodaje. Najprej smo imeli kazenski zakonik, ki je nasledil tiste jugoslovanske zakone, ki je stopil veljavo 1. januarja 1995, imel 2 odstavka. Ja, kdor komu to pokaže, pa če se podajajo te pornografske revije, pa je to kaznivo, ne? Kdor pa še zlorabi mladoletno osebo za izdelavo teh slik, tako naprej pa teh predmetov, pa je uporabi za to, se kazna dotekne. To je vse, kar je bilo napisano. Ja, pa se je pa začelo tole, pa tole ne štima, pa tega ne moramo preganjati, pa ono ne moramo preganjati, pa direktive so prišle, pa Lanzarotska konvencija, pa kaj s tem, pa še vse za eni mednarodni dokumenti in pa smo dobili tole. 15. maja 2004 je začel tole veljati in smo malo videli kazni, znižali smo stopnjo starosti, da ni več do 15 let, kot nekdo pokaže pornografske revije, ampak 14, potem kazni, kot vidite, je bilo 6 mesecev do 5 let, pa seveda, takrat se nam je zalovil pri 3. odstavku, kot vidite, počrtano, kdo je posedoval take posnetke z namenom, da bo to razpečeval, razširil, ne vem, kaj še se. Ta namen, to smo imeli težavo, tožilci, kar povete. Cela grozljivka, preiskovalci isto zapostredi, kako ne gre zadeva naprej, ne? Ja, vi zdaj, ker nismo mogli namena dokazati, ne, sam zbiram posnetke, veste, naš rekorder danes je imel 1,5 milijona posnetkov pri sebi. Zbirko, on je sam downloadal, širo ni nič. Se predstavljate tole zakonodaje, 1,5 milijona posnetkov pa imamo, ja, ljubi Bog, ne? Glavno, napisali smo tukaj, če pa so še kriminalci in organizirani zraven, pa je to dodatna kazen in pa seveda, da se to vzame. Ali pa blokira, recimo, neka spletna stran, ali pa onemogoči dostop. Recimo, danes se to prav vidi, ko imamo oblačne storitve, ne, Dropbox, pa Cloud, pa ne, pa še vse. Ok, pa smo leta 2008 spet nekaj dopolnili, ne, ker smo nov kazenski zakonik dobili, ne, pa smo res spet tam gor videli na 15, oziroma, pardon, tam je bilo tako, 14 do več čas, pa smo na 15 dvignili, zdaj, ker spolni napad na osebo mlajšo od 15 let, je v bistvu zapisal za 15 let, tako da smo tukaj zanačili ta del. Pa smo pa rekli, ok, vse pornografija, ali pa pornografski material gradivo, ne, zdaj treba še druge oblike najdeti, pa smo rekli, in ali drugačna seksualna vsebina. Tako smo spet tudi to zraven dali. In pa seveda tisti, ki bi se udeleževali šov pornografskih, kjer bi kakšne mladoletne osebe nastopale, ne, tukaj je bil krivc eden izmed teh v Italiji, Silvio Berlusconi, on je imel te žurke, to že veste, ne, da bo kaj dosti podobno razlagati, ko se piše v medijih, sicer po italijansko. V glavnem, on je pač uporabil, ali pa pripeljal si mladoletnice in so imeli žurko skupaj z njim, ne, žurko v Velkovajih, seveda, zelo resno. In pa seveda, da danes imamo težave s temi realističnimi podobami, ne, kaj bi to lahko bilo, pa bom pokazal 2 primera, morda, ne, nismo pa imeli nekaj veliko takih primerov. In pa seveda razkrivanje identitete mladoletne osebe. Torej, če vi veste, da bi nekdo posnetil, vi rečete, da je to Franska iz spodnega kašlja, ja, potem je nekaj težave z nami. Ne? In seveda, da se to drugačno seksualno odvzame in tako naprej. No, pa so delni lapsusi, taki pa redakcijski. No, pa bo treba ugotoviti, kaj pa če te posnetke nastane še na ne vem kakšne se možne načine, na silo, grožnjo, preslepitvijo, prekoračitvijo, zlorabo oblasti in tako naprej. Skratka, da se to dopolnilo v skladu seveda z direktivo EU 2011/93 in pa za Lanzarotsko konvencijo. In pa potem seveda, ko smo rekli, ok, zdaj imamo vso to razširjanje, imamo postavljeno, tako da tudi če poseduje, pa ne rabi imeti namena razširjanja, je že to kaznivo dejanje. Ja, pa imamo pa še, kaj pa če to naredi za ta tretjo osebo, za enega drugega, ne, kaj umno in naroče, da bi on to imel, pa mu pa za unta downloada, pa ne vem kaj še se, pa ima nek poseben dostop, ne, da lahko sistematično to downloada in tako naprej. Smo še to zapisali nota, da ti dobi dostop do takega gradiva s pomočjo informacijske in pa komunikacijske tehnologije, kot imaš prej na Deep Web, pa download od tam. On ve, da mora iti tja, ker točno ve, kam mora iti in to običajni ljudje pač ne vemo, kje so ti povezave po linki. Tako da, to je to. Pol, seveda, s temi
stvari. Dobili smo tako imenovani grooming, kaznivo dejanje ali pa pridobivanje oseb mlajših od 15 let za spolne namene, tem večkrat kasneje. Dobili smo pa tudi kazensko evidenco, torej posebno kazensko evidenco, v katerem se opisujejo vse te sodbe, ko so bili ti obsojeni za spolne delikte nad otroci, ki je bil tudi updaten ali pa noveliran še z vsemi kaznivimi dejanji zoper spolno nedotakljivost nad mladoletnimi osebami, ker nekaj časa to ni bilo notro vse zapisano. Skratka, tudi ta, ki je samo posedoval, bo v tem notr. Zdaj, težava te kazenske evidence je ta, da dokler ne nastopi, bom rekel, neke vrste zastare, da sem čisto na splošno povem, da takrat imamo policija tožilstvo dostop do teh podatkov, potem pa se ti podatki preselijo v en drug kotiček te kazenske evidence, kjer se pa tam hranijo trajno, do njih pa imajo dostop samo tisti, na katere se nanašajo, ali pa tisti, ki zaprošajo, ne vem, iz kakšnih društev za, ne vem, za to, da bodo otroke pelali na morje, da te podatke vam dobijo. Zdaj ne vem, koliko vlog so oni dali, ampak dejstvo je, da to tu morajo promesta, papir in govor pisali, in če bo to izpisano, da bo prišel na, bom rekel, to sodelovanje. Torej, grooming ali pa pridobivanje oseb mlajših od 15 let, tukaj smo to uspeli zapisati. Zdaj, težava imamo, kot vidite, tam je in z veliko začetnicami, oziroma tiskanim, velikim tiskanim črkami, in so temu nagovarjali, torej, kako se komunicirata, recimo jaz pa Megi, ne vem, ona mladoletna, jaz sem pa, ne vem, strdec, in potem me komunicirala in ona se mora zdaj z mano zmeti. Če ona je na Irskem, pa jaz po Ljubljani, ona pa ne kupi letalske karte za Ljubljano, pa bo malo težko, kje mene preganjali verjetno. Tako da mora se nekaj zgoditi, neka aktivnost mora biti dana na strani, pravzaprav storilca največkrat. Ok, seveda težava, ki smo imeli pa tudi pri odraslih osebah, revenge porn, tako imenovani, ki sicer me te zdaj sploh ne všeč, sploh ko rečete pornič, rajšamo kibernetsko posilstvo, ali cyber rape. No, to je zdaj stopilo veljavo, glih pred kratki, mislim, da je 3. julija, pomagajte mi, tisti, ki ste bolj pravniki, kaj jaz. V kazenskem zakoniku je zdaj zapisan 6. stavek tega 143. člena, glede zbrane osebnih podatkov, torej, kdo lojalno objavi te posnetke, počeli drugega seksualno vsebino brez pregovoritve, torej, če ste se imeli rad, pa ste šli pa na razlog, pa je on držal vaše posnetke, iz spalnice vajne, pa je pa to objavil, pa to ni vnesel, da je to nekako se mi dogaja, pa kako se mi dogaja, no, to je to, ok? Ok, kombinacijsko telo za preventivno in zaščito otrokov, pa sam še 5 minut, no, ok, tole sem mislil prav kombinacijskega telesa povedati, pa ne. Mislim, da je v Sloveniji zelo veliko odlične preventive, dobrih praks, kvalitetnih pristopov, strastnih ljudi, kot ste vi recimo, ampak, a vi veste, tam je dol na konc, gospa, kaj delajo oni tam glede preventive? Nimate pojma, jaz tudi ne, pa verjetno tudi te vsedi ne vejo za vajo boje, pa da sploh obstaja, dokaj se nam te pomreže. Torej, zato rabimo. Ker vemo, da so dobre stvari na enem mestu, ves čas podarjamo preventivo, koliko je preventiva pomembna, evo, koordinacijsko telo rabimo. In če rečemo za različne tematike, pa je to dejansko vse na enem mestu, skaj ne tazga telesa v tej državi. Da zdaj ne govorim čisto vsega, kar je kleda, mogoče bi da možnost, da to telo zbere vse te preventive in skoordinira, kakšne stvari so, poevalvira, suportira te preventivne dejavnosti, jih tak gradi z tem, ker vemo, ne vem, nekdo na obali, recimo v Kopru, ne ve, da nekaj v Murski Soboti delajo, pa je v Murski Soboti bili povezani preko tega koordinacijskega telesa, iščemo ene, kaj delajo tako in tak stop. Evo, pa to je to. Tako da je ta neka kombinacija vse. Seveda pa vem, da sam policija, to je nota logično, policija je sam en organ, ampak vsi smo. Vsi civilne družbe, nevladne organizacije, stroke in tako naprej, domači in tuji strokovnjaki. Ok, mogoče je tukaj možnost, da že enkrat v tej Sloveniji počrpamo kaj denarja iz tako imenovanega We Protect Global Alliance to End Child Sexual Abuse Online, tako nekako se imenuje ta dolg naziv. Znotraj tega zavezništva, We Protect, je tudi tale model za nacionalno odzivanje. Če te pogledamo mape, notro imate to, kar zdaj vi slikate brez veze, imate vse notar na vašem celom papirju, ker to je razdeljeno na pol, tako da imate notar.
smo malo napredali, država čas specialiste. V glavnem, kaj hoče reči. Tukaj lahko vsakdo najde glede na to, iz katerega sektorja prihaja. A je to iz odločevalcev politik, a je iz pravosodnega in preiskovalnega dela, za tisti, ki suportirajo te žrtve, mednarodne organizacije, socialne službe, svetovalce in tako naprej, potem industrija, internetna industrija, predvsem sodobne tehnologije, tisti, ki delajo software programe, ne vem pa še vse, kje se lahko vežete, in pa mediji, komunikacije, PR, če te danes malo pomislili, kakšen program imamo, pa kakšen denarce so bile, mislim, da smo poslušali vse zajeti, kar je možno. Da smo se o tem vse pogovarjali, tudi akademijo smo vključili, tukaj so te možnosti, kaj lahko kdo naredi tukaj. Tako da, zdaj pa, imamo en problem, kdo bo to skoordiniral, če boš pogled nabrati, moramo imeti glomazen projekt. Glomazen, vse slovenski projekt, na kateremu lahko meramo kar precej denarja. Do milijona je tudi možno pogled denarja v dolarjih. Zdaj, če kakšen spet model tiste odloča, pa ne prije do mene, pa ima kaj več povedal. Daš pa spet na stran bibliotek.org, oziroma tale link vam bo dal tale model. Če bi šli pa na www.end-violence.org, boste dobili pa vse o tem zavezništvu. Mislim pa, da je preko 70 držav vključenih v to mrežo. Drugi strokovni izzivi, ki vedno sem še minus ne vem koliko. Prej sem omenil te transnacionalne storilce, ki potujejo, zlorabljajo, pa te, ki preprosto zlorabljajo otroke. Naučil sem se, ko sem bil zdaj na enem treningu pri FBI v tujini, da storilci gledajo na ranljivost otrok, njihovo dostopnost in atraktivnost. S tem, da najbolj pomembno je za njih ranljivost pa dostopnost. Se pravi, a je, ne vem, ko mama ali oče zamujate na trening njihovih hčerki iz baleta, pa je tam baletnik, učitelj, pol ure z njo. Pomislite na tele točke. Koliko je ranljiva tale kupa tale tumač? A je dostopna? Temu storilcu je, ja? A je targetira, ker je atraktivna, verjetno tistih, ne vem, pa so že, ne? Balerin, kako imam že tisto opremo, moja ta mala, kako da ne balet. Ne vem, kako se že se pa reče. In pa nevarnost. Veste, da o nevarnosti sploh ne razmišljajo. Pred storitvijo zlorabe sploh ne razmišljajo o tem, med samo zlorabo ne razmišljajo o tem, ko pa storijo dejanje, Mati Božja pomagajo otrokom, da preživijo tole. Takrat so pa, kaj bom zdaj naredil? Jaz sem pa storil dejanje. Takrat so otroci največje nevarnosti tudi v zvezi z življenjem. In zato so obstajajo smrtni primeri otrok po zlorabi, ali pa hudo poškodovanje, ali pa celo invalidi. Tako da veste, kaj to vse pomeni. Tako gledajo storilci na te stvari. In zato poudarjamo še enkrat, v tej državi potrebujemo terapevtsko obravnavo v širšem kontekstu, ne samo neke parcialne ambulante, vem, cajt mi je šel, pa da se tudi operativno prevencijo izvajamo na temi, ki potujejo v našo državo, pa naši, ki potujejo v druge države. Ne, da Velika Britanija ima to napredeljeno, Američani tudi, pa še kakšna država, samo mi neki štrajkamo. Tole se dogaja, pogledajte, to so ljudke, otroške ljudke. Pa sem, verjemte mi, trudil sem se, da vam ne pokažem vsega. Ampak gledajte, to zares obstaja. Na Japonskem izdelovalec, ki prodaja preko ene spletne strani, ki je tako kot partner z eBay, pa tako naprej, prodaja te ljudke. Od $300 naprej do 5,000, tisto kakšno karakter ljudke hočete, tako pravi v užaga. A veste? Pa možda zlorabi ljudko, pa ta prava otroka. Ja pa kaj še? Ja pa kaj še? Kaj pa bolj naredil, ko bo ljudci manjkali? A veste, na Norveškem so jih prejšnjem tednu zasegali kar nekaj teh ljudk, v Sloveniji še nismo imeli, so pa naši policisti že obveščeni pa carina tudi. Tako da tisti, ki imajo težave s tem, be aware, v Sloveniji vas dobimo. Definitivno. Potem poznate tale primer, Sliti. To je kao filipinska 10-letna deklica, pa sploh ne obstaja zares, ker je narejena, generirana, računalniško izdelana. A veste, koliko čudakov se je preklopal na njo, da je se steč, pa da se to naredil, ono pa tretje. Ta nevladna organizacija, Nizozemske Third Zone, so komunicirali s temi storilci in tako naprej. In potem so te, seveda brez sodelovanja policije, ki so kar na lastno pesmo naredili, razkušilo po vseh policijah, ki so rekli, policija nič ni naredila. Oči sodelovanje, več čas se pogovarjamo o sodelovanju. Tako da, ja, so čudanki, ki tudi na to palijo. Obstajajo še drugi trendi, ki sicer več kot bolj
cilja na medvrstniško nasilje, od izločanja, nadlegovanja, zavezovanja, napadov na njihove račune, profile, pretepanja, nagajanja in tako naprej, da sem čist krajšal tole, ker bom še nekaj pokazal, sovražne strani in tako naprej. Slajde boste imeli, upam, da bom še do konca tega članek napisal, da dobim tudi vse situacije. Pa pojmo naprej. Tole je tista X baza, ki sem vam govoril, tako zgleda, več vam pa ne moram pokazati, ki sem vam drugo, da vam posebno nam pokazal, pa tudi jaz nočem nekaj zapor zaradi tega, kot vam pokazal. Rekorder 1,5 milijona, to sem rekel, večina poseduje med nekaj tisoč in nekaj 100 tisoč posnetkov, običajna je taka praksa po teh storilcih spletnih spolnih delov. Torej, kje je Slovenija pri identifikaciji otrok po Interpolovi statistiki? Na 27. mestu smo od 51 držav, ki so priključene v sistem X, 51 držav namreč priključenih. Če pogledamo glede na število prebivalcev, koliko bomo identificirali, smo pa tukaj, na 3. mestu. Gospodje in gospodje, na 3. mestu. To je zasluga naše mreže, ki sodelujemo, ne samo policije, vseh nas. Ker vi veste nekaj, ker jaz ne moram vedeti, pa jaz da nekaj podatka, ker vi lahko in te HCS veste. To je to. Na 3. mestu smo. Pred enim letom smo bili na 4. mestu. Kratek preizkus identifikacije, če bo tole zagraben. Eno sliki bi mogla se pokazati, pa naš grozega noče. Ajde, tukaj je ena čudna slika in da tipa, vidite tega tipa tukaj na levi strani, naš leti ali pa nekaj drugega. Kdo ve, kje je to posneto? Mene zdržal, da tale nič noče zagrabiti. A kdo ve, kje je bilo to posneto? Ne delate. Kjer je državi ali pa kraju? Bosni, ja, nikak da je Bosni, se piše BiH, tam resno vlada. Kaj še? Kje? Je država, ne? Sarajevo. Zakaj sem to povedal? Zato, ker to se s tem se mi ukvarjamo. Kaj pa slika desno? Kje pa je to bilo? A pa saj, kje ne bi to bilo učenje? Cerkev, smo že bližji. Italiji, bi zelo dobro, kje? Ni v Livu. Zdaj ugibate se, vem. V Gorici. V Gorici, tam je ena rušna cerkev, taka sodobna. Cerkev Svete Marije, brezmadežne, pa sem rekel, da vam to pokaže, da te vidim ta kec, koliko je časih to zafrkano. Me spomnimo slikar zmanjken, pa te proba tole prepoznati. To je toliko zablokirati, da ne mora. On to, ki je poznano to zadnje. Kje to? DNT, Maribor. Ljubljani, točno tako. Preventiva. Upam, da bo zdaj tole zagrabil. V glavnem, prihaja nov slovenski film, očitno imam jaz res težave, da nas res ne marajo tehnika, da nas vejete, tako da to je to, pomesto takole narediti, pa povečo, kako se da. Nov slovenski film prihaja, povezali so se sej.si, tudi na policijo so naslovili prošnjo, skratka sodelovanje je izčrpno, zgodba gre po tej smeri, kako uporabljamo internet oziroma naši mladostniki, kaj se nam dogaja, če familija ne funkcionira in podobno. Malo bo zunil ta film, jaz sem bil na snemanju, ne kot igra, to sem delal pred 10 leti. V glavnem, sem želel pogledati, kako zadeva poteka, to je krasen, da vidite to vzdušje. Kakšno sliko še pokažem, gledajte, takole večkrat imate film. Res so se potrudili temi filmarji, pa ekipa teh mladih, ko snemajo. Računalnik je valjda, to mora biti, policija v akciji, valjda to mora biti, ker če bi ni to nič, vidite, kdo so igralci glavni, vidite te policiste z Steklica, sem v strani, sem mislil, Sebastiana Kavaca. Pol naprej, to so naši filmarji, režiser v sredini, tega poznate v sredini, vzhratka desno, levo, režiser pa glavni igralc. Tukaj sem nekaj razlagal, pa bi bilo pametno, da postavim nehecac. In pa seveda glavne zvezde tega filma, kao filmske sestrci, ena je Gaja, ena je pa se mi zda nekaj tacka ne vem. V glavnem, krasne zgodbe, sem jih šel pogledat, pridni so, malo da končal snemanje. Jaz se upam, da bo to malo prišel k nam, zdaj jaz datumo ne smem povedati, je pa bo pa obeležen. Drugi zidi, preden vas zaključujem, jaz se poročujem za ta cajt. Intenzivno sodelovanje vseh, dajte razmišljati vedno o tem, dajte se povezvati, ful je pomembno, ker če vi ne veste, povedal nekdo drug, če jaz ne vem, bom jaz vas sprašal, verjemte mi. Tudi ko nisem nekaj vedel, kaj je znake, ne vem, na
kar se tam pomeni, jaz če kar zlotavljam, veste, vprašam, pa pomeni to. Kaj je s tem? Veste, internet ne laže včasih, ne? Google ne ve vsega. Torej, detektirati kvalitetne preventivne aktivnosti, njihova koordinacija, telo, morda, dajmo razmišljati o tem. Dajmo se skupaj usposabljati, učiti nove tematike, morda vklapljati te izobraževalne procese, tudi eventualno v kurikulum, odzivati se na nove trende, spremembe zakonodaje, prosim, počasno, skupaj, takrat, ko opazimo, da se nekaj stvari dogaja, treba nekaj narediti, povezovanje, potite spet govorimo o tem. Potem meni je rada gosta pripeljati iz Nemčije, pa iz Švice, pa iz Avstrije, ki bi povedal mogoče malo o public search. Obstaja public search na poseben način, da ko njihov sodnik dovoli, da se neke slike, izrezane seveda vseh teh groznih detaljev, objavljajo na nekem posebnem intranetu ali ekstranetu, do katerega imajo dostope določene šole v določenem območju. In šole so dolžne pogledati slike in javiti, ali prepoznajo učenca ali učenko njihove šole. Na ta način najdejo otroke vsako leto nekje, vsake izmed regij v Nemčiji nekje med tam 10. Ampak prej mora zmanjkati drugih opcij. Seveda, upravljanje storilcev spolne zlorabe pa, oziroma operativna preventiva pred ponovitvijo in pa terapevtska obravnava teh storilcev. Na policiji se zavedamo, da sami ne moramo vsega narediti, brez vas mi nimamo nobenega dela.